Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, ko dan počitka me vodi. Koliko časa sem rabila, da sem prišla do tega, da razumem te Davidove psalme in te besede, ki imajo tako globok pomen. Tisto veselje, ki sem ga doživljala v gorah, ko sem dosegala najvišje vrhove na svetu, se mirno lahko primerja ali pa celo je še manjše kot tisto, ko te dotakne Gospod s svojo močjo in te vodi po svoji odrešenski poti. 33 let sem bila stara, ko sem pravzaprav doživela ta božji dotik, ki je bil začetek, bazni tabor mojega vzpona na duhovni Everest, ki je seveda še vedno na poti. In to je bila odrešenska pot, kjer se je pravzaprav pokazalo tisto, kar je Gospod ponudil nam vsem. To, da živi in da nam s svojo prisotnostjo in z odnosom, ki ga ustvarjamo mi z njim in on z nami, omogoča življenje vredno človeka z veliko začetnico. To je bilo v Himalaji, to je bilo v steni El Capitana, dogajanja, ki so vodila v stiske, ki so vodila v težave, ampak že sama misel na Gospoda me je rešila iz teh težav. Žejna, brez vode, sva bila odvisna samo še od sebe, vsaj tako sva najprej mislila. To je bilo obdobje, ko sem še sebe postavljala na mesto Boga. Ampak v tej situaciji, ki se je naenkrat zazdela kritična in nerešljiva, je vstopil Gospod z velikimi koraki. 4 litre čiste vode so me osvobodile fizično. Prišla sem do roba stene, prišla sva do roba stene, ampak takrat se je pravzaprav začela tudi ta odrešenska pot. Pot križa, pot stopinj, ki so vodila po jamah, vzponih, spet jamah, pa spet vzponih, ampak vedno više. Dokler ni vedno znova zasijalo sonce Gospoda, odrešensko sonce. Skozi mojo alpinistično pot, v vseh teh letih sem seveda rasel tudi duhovno v veri, so se mi dogajale vse mogoče stvari, bolj in manj pričakovane in vse sem dolgo časa pripisoval sreči, slučaju in tako naprej. Kasneje sem seveda vse to povezal skupaj in najdel tukaj božjo prisotnost. En takih dogodkov je bil, ko sem padel v severni steni Ledroa nad Chamonixem. Sem si zlomil obe nogi, bila je zima, -25 stopinj, noč se je bližala in res so plezalcem nisem imela nobene ideje, kako se bova iz tega zosa izvlekla. Na kar je naenkrat priletelo mimo stene športno letalo in to tako blizu, da so videla pilota. Pokazala sva znak, da rabva pomoč in čez pol ure je že prišel helikopter in me odpeljal v dolino, kjer seveda je sledila dolga rehabilitacija in tako naprej. No, ampak to je bil eden od dogodkov, ki me je kasneje navedel do tega, da je Bog pravzaprav prisoten v naših življenjih ves čas. V svoji rasti v veri sem se odločil pred leti, da sem prebral celotno Sveto pismo. Seveda ga nisem razumel popolnoma, kar je čista iluzija, ampak sem potem, zdaj ko to prebiram nazaj, še enkrat pa še enkrat, se mi počasi odkrivajo vse te skrivnosti, ki nam jih je Gospod pripravil in na ta način rastem v veri in sem prepričan, da je Bog živ in da nas spremlja vsak dan. Vabiva vas, da ime Jezus, v katerem biva vsa moč, ki svojo besedo drži vse, živo in neživo, udomačimo v svojem okolju. Presenečeni boste in čudili se boste, kaj vse se vam bo dogajalo. Kajti Jezus je res vstal in Jezus res živi in nas osvobaja.